Razstava Ibe Tratnik z naslovom Igrače in kosti je postavljena v gradu Reichenburg pri Brestanici. Razdeljena je na dva dela. Glavnina razstave je v veliki dvorani, predstavljene so slike in tekstilni kolaži. V okrogli dvorani pa zvočno-prostorska instalacija. Dela, predstavljena v veliki dvorani, so nastala v obdobju zadnjih 10 let s posebnim poudarkom na najnovejših. 3 ali 4 dela so iz letošnjega leta. Za slike Ive Tratnik je značilno, da prikazujejo neko postčloveško okolje, saj na njih nikoli ni človeške figure, s katero bi se lahko identificirali. Če pa že, je miniaturna oziroma breztelesna. Naseljujejo jih predmeti, živali, rastlinje, upodobljene v megalomanskih razmerjih, zelo povečane, navadno na ozadjih, monokromnih ozadjih oziroma v nekih fantastičnih prostorih. Posamezni elementi na slikah tvorijo celote, izhajajo iz povsem nasprotnih okolij, recimo iz naravnega in hkrati umetnega, iz organskega, hkrati industrijskega, iz preteklosti, sedanjosti. In razporejeni so mimo vseh fizikalnih zakonov, bodisi tako, da so razmerja med njimi povečana, nimajo teže, prostor ni definiran. Zelo pogosta je tudi uporaba vzorcev, ki pogosto spominjajo na dekoracijo notranjih prostorov ali pa so iz tega okolja celo dobesedno vzeti, kot so na primer ozadja na slikah iz stalnih oblog ali iz tekstila, iz predelane stare odeje. Ti vzorci velikokrat delujejo sinestetično, spodbujajo določene občutke in zaznave, tako da pogosto lahko kar zaslišimo zvoke iz slik. No, ti fantastični svetovi, ki nastajajo skozi ta proces, gledalca potegnejo vase. Večinoma zato, ker so slike gigantskih razsežnosti in ko stojimo ob njih, nas preprosto prevzamejo. Pa tudi zato, ker na njih, kot rečeno, ni človeške figure in se z njimi ne moremo identificirati. V bistvu zelo rada uporabljam montažo nekih motivov, ki jih najdemo v bistvu od povsod. V bistvu gre za neko montažo nekih nekompatibilnih oziroma nekih stvari, ko mogoče v neki splošni vizualni kulturi mogoče čisto ne pašejo skupaj in potem nek tak trk in pol neko trenje med mogoče nekimi ogabnostmi in lepimi motivi in potem se mi zdi, da povzroča neko zanimivo trenje, mogoče neko transgresijo, neke splošne vizualne kulture, se mi zdi. Mogoče to, da imajo sorodno surrealizmu, medtem ko jaz za razliko zelo zavestno iščem neke motive. Če uporabljam, tudi uporabljam mogoče toliko nezavednega, ampak mogoče čisto tako, da pridem do nekih novih motivov, ampak da rečem, se gre za precej
zavestne zgodbe. Mogoče je posredno name vplivala ta ameriška feministična smer iz 70-ih let, ko so se ženske malo upirale tem mačo modernistom, visokim modernistom in so dosti uporabljale tekstil, se mi zdi, kot neko ženski material. Tako. Mogoče to, pa potem tudi ta neka privlačnost različnih tekstur, zelo rada sopostavljam neke zelo različne teksture, od svetlečih in živih kričečih barv, potem ne vem, kakšne umazane, hrapave, ne vem, kosmate. Zelo rada imam ta trg nekih različnih kvalitet. Ja. To je zelo težko reči, da je konec slike. V bistvu res se tako gradi plast na plast, prihajajo sproti neke asociacije, mogoče iz enega motiva, ko trči v drug motiv in potem se razvija širša zgodba. Moram povedati, da v bistvu name je dosti vplivalo, tako kot na marsikoga iz moje generacije verjetno, da je zelo na isti ravni so vplivale neke zelo različne slikarske smeri, tako kot, hotela sem reči, od temnega baroka do modernizma, vse na isti ravni, potem pa še hkrati risanke, stripi, grafiti, filmi, to je vse nekako na isti ravni name vplivalo. Potem se mi zdi, da se mi je zgodil nek tak paradoks, kakor se je mnogim ljudem iz moje generacije, da so, ne vem, odraščali ob MTV-ju, potem so pa prišli na akademijo, pa smo bili sredi ideologije visokega modernizma. Tako se mi zdi zelo zanimivo, mogoče to neka značilnost otrokove tranzicije, kaj ne vem, kako bi rekla. Ja, kar se tiče naslova razstave, tako kot pri motivih, tudi rada besede, tako trčim skupaj neke stvari, ko mogoče ne bi šle takoj skupaj. Ne. Se mi zdi, da so igrače pa kosti neka kontradiktornost tukaj. Hkrati pa se mi zdi, da so to govori o nekih mogoče človeških ostankih